Povejte mi, gospod Stevanovič, kako vi ocenjujete potezo vlade, ki je v državni zbor danes poslala sklep o priznanju Palestine kot države? Palestinci kot narod si definitivno zaslužijo pravico do samoodločbe in jih je treba priznati kot vsak drug narod. Ampak vprašanje je, kaj smo mi pravzaprav s tem storili v nameri, da preprečimo genocid pa vojno, ki tam dol traja. Nažalost je ponovno izplavalo vso licemerje dosedanje slovenske politike. Zaradi političnega pragmatizma in taktiziranja smo začeli se ukvarjati s stvarjo, popolnoma pravnim terminom, ki ne bo vplivalo na nadaljnje dogajanje v Palestini, ki ne bo prekinilo genocida, ki ne bo prekinilo vojne, ampak služi izključno za to, da se pridobiva določeno volilno telo pred volitvami. In to je naša največja norost, ki jo počnemo. Mi bi mogli vso diplomatsko ofenzivo usmeriti v pridobivanje zaupanja obeh strani, pridobiti zaupanje obeh strani in odigrati mirovnega posrednika. Končno smo spet imeli priložnost, da bomo mirovni posrednik, pa je nismo izkoristili. Gospod Volk, ste priznali Palestino zato, ker nabirate volivce, kot vam očita gospod Stevanovič? Bom citiral predsednika vlade z današnje tiskovne konference, citatom, s katerim se popolnoma strinjam. Priznanje Palestine je sporočilo miru. Je sporočilo miru in ni uperjeno zoper nikogar, tudi proti Izraelu. In je poziv obem stranem, Izraelu, da preneha spopadi, Hamasu, da izpusti talce, in je sporočilo vsem državam dobre volje, bom rekel, da stopijo na to pot, zahodne preostale države, da priznajo Palestino, in arabske države, da priznajo Izrael, in da na tej podlagi začnemo mirovni proces z rešitvijo dveh držav. Pri čemer moram povedati, da je rešitev dveh držav pogoj, ker eliminira tiste, ki nočejo dveh držav in nočejo miru na Bližnjem vzhodu. Kako je lahko to sporočilo za mir, če je več kot 140 držav že priznalo Palestino, pa tam še vedno divja genocid pa vojna, pa govorimo o bistveno bolj vplivnih državah? Povejte mi ali odgovorite mi na eno retorično vprašanje. Kaj to pravzaprav pomeni za mir in ali bo od jutri naprej zaradi slovenskega priznanja Palestine mir? Ne bo.